Čakanje v vrstah, na mrazu, v dežju in vetru, tudi sredi noči. Prizori, ki bi jih pričakovali v času kriz, so v Sloveniji v zadnjih letih postali stalnica. Medtem ko si institucije podajo odgovornost, si morajo ljudje za vpis k zdravniku jemati dopust in dolge ure čakati pred ambulantami. Kako je v času digitalizacije to sploh mogoče in nemalokrat celo zaman? Bo za to sploh kdo odgovarjal? Denis Malačič. Katastrofa. Totalno nesprejemljivo. To je vaša organizacija. Trenutek, dveh drugega, gospod direktor, samo malo. Kam zdaj greste, kako je odnos? Nehumano, sploh do starejših ljudi, ki jih je veliko v vrsti. Od 10. ure zvečer. Včeraj. Katastrofa. Prizori, ki jih spremljamo že leta, rešitev pa ni. Ocenjujem, da je to nespodobno, da je to neprimerno in ponižujoče za ljudi, ki pravzaprav iščejo tisto, kar je zagotovljeno, naj bi bilo zagotovljeno za Ustavo Republike Slovenije. Ne gre za osamljen primer, imamo več primerov, kar kaže na to, da ni samo stvar organiziranosti enega, drugega zdravstvenega doma, ampak gre za sistemsko težavo. Ministrico za zdravje smo želeli povprašati, kdo bo prevzel odgovornost za prizore ljudem, ki stojijo v vrstah pred zdravstvenimi domovi. Na ministrstvu sprva niso vedeli, kje je ministrica, kasneje pa so nam pisno sporočili, da danes ne bo na voljo za izjavo.